Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Zdaj šele začenjam, samo navon hodim, sonce, drevo, titje, rože, trave na vergore. Tonca Lukežu razmišlja. U Benečiji imamo puno pravc. Nekatere so zelo stare, druge se jih še do nas naši pisatelji izmišljujejo. Zadnje cajte je postala zelo poznana jedna zgodba, ki prave, da odkar imamo zaščitni zakon za slovensko manjšino, je začela slovenska asimilacija teh krajev. Avtor je neznan, a kot se pogosto zgodi za legende, tudi tela ima več verzij. Tu dni te hudobna je dvojezična šola, ki kude bi bila čarovnica, krade otroke, a njih uči an čudan jezik. Nekateri pravijo celo, da jih snija. Tu dni drugi antagonisti so pa slovenske organizacije, ki so pune sudu, a njih nucajo zakupit možgane prebivalcu. Heroj je pa nimar beneški ali rezijanski jezik, ki ga kličejo pogosto paleožlavo, ki bo na koncu premahal vse težave, ampak pomahal, da ljudje ostanejo samo Italijani. Neki so zgodbe, neki drugega je zgodovina. In za zgodovino asimilacija tle par nas je bila samo tista italijanska. Vse pravce nastanejo zato, da bi nas kjek naučile. Tela tle uči, da italijanska asimilacija je šele živa do nas, pa je postala drugačna. Ankrat so nucali črne srajce, do nas po komunizmu in ne ostanejo ko samo pravce. Kjer leto sem ti, srečo sem prijatelja, se ni obrnul, po tisti pot, kjer smo si mi, ne teče bič bez, znali smo se mi, obrnem se v kuh. Do nas na predstavitvi projekta Zbor zbirk smo ulovili tudi profesorja Roberta Dapita, Videnske univerze, kjer uči slovenščino, pozna zelo dobro naš teritorij, veliko študij si naredil o Rezi, Kanalski dolini, o Nediških dolinah, znaš puno in jaz se hotela te vprašati ne eno stvar, ki zadeva projekta, ampak no drugo. V teh dneh je v Benečiji en posvet, v katerim se govori o narečju, o našem narečju in se nam očita, da mi izsiljujemo ali pa siljemo etnično jezikovno pripadnost in da ne valoriziramo kulturo teritorija ali pa jezika teritorija. Recimo se spet pojavljajo pri nas besede, kakor je paleozlavo, žlavo in ne žloveno. Torej tebi bi radi vprašali tebi kako, zakaj smo Slovenci in nismo Slovani, recimo, ali pa zakaj slovensko in ne slovansko? Mislim, da ni tako težko vprašanje. V bistvu mi že dolgo vemo, da jezik, ki se govori v Nadiški dolini, je narečje, ki spada v sistem slovenskega jezika. Seveda ta narečja, vsa narečja, ki so na obrobju slovenskega jezikovnega ozemlja, seveda imajo veliko interferenc seveda z italijanščino in furlanščino in seveda so tudi precej različna, če upoštevamo to dejstvo od drugih narečij oziroma od centralnega, osrednjega slovenskega jezika. Tako da tudi težko govorimo, težko bi se izrazili na ta način, da je to slovansko oziroma slavo, ker v bistvu ne obstaja noben jezik, ki se danes imenuje slovansko oziroma zlavo, ker v bistvu vsak slovanski jezik, te slovanski jeziki so vsi tisti, ki spadajo v to skupino, kot je, ne vem, češčina, ruščina in ostali
slovanski jeziki in bi tudi veljalo isto pravilo za narečja, ki so zdaj v Italiji, naprimer, kot je nadiško narečje. Ampak to je precej stara navada, da se to potem poimenuje na ta način, zelo stara navada, ker v bistvu se je uporabljalo to ime zlavo, pa tudi, ne vem, v starejših zapisih, tudi že v latinskih zapisih imamo to navado, zato ker niso razlikovali teh jezikov oziroma so poimenovali slavo, zato ker je bilo to področje drugačnosti, je bilo drugačnosti v smislu drugega jezika, jezik, ki spada v drugo skupino. Tako da danes jaz bi to res uporabljal izraze kot, ne vem, nadiško narečje, kot je, ne vem, tersko narečje in ostala slovenska narečja v Italiji. Govorimo za, recimo, alpsko slovanščino samo in za alpske Slovane samo za obdobje, za prvo obdobje naselitve teh populacij v to področje, ki je danes Slovenija in tudi ostala področja, ki so zdaj, naprimer, v Italiji. Tako da je samo, recimo, za prvo obdobje naselitve tako Slovencev oziroma te populacije, ki je bila tam prvotno in je uporablja nek slovanski jezik, ki je danes postal tako v moderni dobi slovenski. Ma bi lahko rekli, to mi je prišlo zdaj v pamet, da slovenski jezik stoji slovanskemu jeziku, kakor italijanščina stoji latinščini? Ja, več ali manj je tako, ker smo imeli na začetku, je bila stara cerkvena slovanščina in potem je bila cerkvena slovanščina, to je bilo neko obdobje v zgodovini slovanskih jezikov. Za slovenščino lahko govorimo za alpsko slovanščino. Ja. Hvala lepa, Roberto, za pojasnilo. Prosim. Hvala. Danes je z nami Andrej Jusa, ki je studijski tehnik za snemanje ima beneške pjesmi. Čau, Andrej. Čau. Kako potekajo dela? V redu, zaenkrat smo malo pozni, ampak bo ratalo, upamo do ponedeljka, da počnemo tisti zadevo. Dobro. Ja. Malo manjka. Ja, malo. An tebe smo htjeli vprašati, kako je letošnji nivoj od pjesmi, a jaki budeš od zadnje leta? Vsake 2 leti boljše. Obe, to je super. Ja, se poboljšajo, tudi snemanje je, kako bi se reklo, ena vaja za naše mladeniče in tako da, mislim, od prvega leta to pomeniš skoraj 4 leta nazaj, ki sem snemal, se vidi, da stvari se poboljšajo. Allora bo lepo a Hornaljesa? Ja, tudi, zakaj da ne, Anci, treba priti pogledati. Seveda, allora se vidimo v Hornaljesah 10. in 11. novembrja. Hvala, Andrej. Čau. Življenje skače ta podmok. Iz Nediških dolin, Bjača, v Rakarjevem hramu do nedjelji je odprta razstava Manuele Juretić Jaslica iz narave. In tam prijatelji Srebrne kaplje vas čakajo v sredo 31. oktoberja od 6. popoldan naprej za napraviti strašila za vaht. Do nedjelje 9. decembrja v Nediških dolinah bo vabilo na kosilo. Več informacij na internetu www.invitopranzo.it.
Pri planine vas vabi na sprehod po planinah in Kalužu v dolini Trbiu v soboto 27. oktoberja, odhod bo 9:30. Kot vsako leto bo polaganje vencev po Vritofa v sredo 31. oktoberja. Če čitajte tudi vi, kličite društvo Ivan Trinkov Čedad. 3. novembrja Inštitut za slovensko kulturo in druge furlanske organizacije predstavijo muzike ob 9. zvečer v gledališču Ristori. V programu koncert glasbenika Orka z Ferskih otokov, ki bo pjev skupaj z kvartetom Terska Benečija in poezija Antonele Bukovac. Lep pozdrav iz Terske doline. Telekonac tjedna se konča u Terski dolini dobrodelna inicijativa Mille note per Jenny, ki nosi ime ene baščice, Jenny Sinicko, ki nas je prezgodaj zapustila pred 13 leti. So vse sote zbrane v večerih, ki so posvečeni Jenny, bodo namenili za boj proti raku. V okviru Mille note per Jenny v petek 26. oktoberja ob 9. zvečer tu vasi Bardo v gostilni Nova Kop Bardo bo koncert ansambla Skedin iz Nediških dolin. Dan potem, soboto 27. oktoberja, vedno ob 9. zvečer, tu vasi Ter v centru Lemgo bo hard rock koncert. Bojo igrali skupine LFD Acoustic Experience, i ragazzi del commissariato, Daniele Taurian e le Rive Gauche, Evil Kevil, Sacra Bolt. Kot vsako soboto imamo tudi novice z Rezije. Kabo nova Turezija, tu osajon 3. din oktoberja na 4 popolne, tu cimetière, pokopališču, će biti te vsak leto komemoracion za partizane Jude, ki so spadli, ki so umorli za vero od liberacion, za vojsko od liberacion. Letos, te vsako leto će biti pa delegacion iz Slovenije, Anno Kop, tu iz delegacione će biti pa ministr za difezo. Te vsako leto će biti pa šindek od Rezije, Anno Jude, ki nemajo rade i se reče, Anno ne prajo spomenoti Jude, ki so spadli, ki so umorli tu vero. Za do nas je vse, slišimo se spet čez tjedan dni, a lijep pozdrav iz Benečije.